Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Nadaljujemo z 15. krogom prve lige Telemach. Tokrat smo obiskali športni park Domžale na Noč čarovnic. Vidite, da imamo tule tudi bučo. Pred nami prav posebna tekma. Domžalčani, ki so med tednom iz pokala izločili Mariborčane, danes gostijo Aluminij. Lahko pa vidimo, da Dodlek, ki opravlja vlogo zadnjega zvezdnega, stoji zelo globoko. Tule zdaj, kot kaže, prepovedanega položaja ni bilo. Kadrič je krenil, Kadrič pred vrata in trese se mreža. No, zdaj pa vendarle dvignjena zastavica. Takoj se mi je sicer zdelo, da je dišalo po ofsedu. Naj še enkrat opomnim, na tekmi je VAR, zato seveda pravilna reakcija pomočnika sodnika. Dodlek ohranja Aluminij na polovici Domžal, Đerlek lepo proti Pečniku, kaj lahko stori Pečnik. Pečnik, niška žoga v kazenski prostor, Krefl iz ozadja, Krefl do strela in žoga mimo vrat. Bo seveda potrebovala takšen niz, če bo želela upati na preboj na tista najvišja mesta. Ibričić med temu daleč, to je bilo nevarno. Kaj lahko stori tokrat, žoga proti oddaljenejši vratnici, nevarno je, ampak ni zadetka. Klemenčič ima že kar nekaj izkušenj, že kar nekaj tekem je odigral v prvi ligi. Danes njegova 235. Tole pa je super priložnost. En gol za Aluminij. Zdaj so kar šokirani Domžalčani. V 30. minuti je izkoristil tole priložnost Jaka Bizjak, ki je dosegel svoj prvi zadetek in šele svojega drugega v prvi ligi, prvi v tej sezoni. Ibričić, ja, Ibričić lepo, še vedno Ibričić išče tudi prostor za strel, krasna dvojna žoga, Ibričić in na pravem mestu Luka Janžeković. Priložnost za protinapad Domžal, Juril izkorišča svojo hitrost, pogledajte, kako je krenil Juril pred vrata, gol! Izenačenje na začetku 59. minute, prekratek je bil Luka Janžeković in Domžalčani so poravnali izid. Kaj hitro, ko je Oskar Drobne storil dvojno zamenjavo, so torej Domžalčani prišli do izenačenja, želeli so jasno Šumarji strniti vrste v obrambi, zgostiti prostor. Martić, slaba podaja, ki pa se je izkazala za dobro. Pečnik je v kazenskem prostoru, Pečnik preigrava, Pečnik naravnost v Mulaliča. Je zavrnil žogo nazaj, zdaj Kadrič do strela, to je tudi bilo nevarno. Ob meni je trener Domžal Dejan Đuranović. Dejan, na koncu proti Aluminiju 1:1. Je to po vašem mnenju realen rezultat tega, kar smo videli na igrišču? Mislim, ja, na koncu, ko ne dosežeš gola oziroma pride do rezultata, je to dogajanju primerno na igrišču. Ampak jaz čestitam svojim fantom za vloženo vse. Imeli smo po četrtku hitro to tekmo in vedeli smo, da je Aluminij izredno neugoden, da se postavi nazaj, da ga je težko prebijati in tako se tudi pokazalo, ampak smo poskušali na vse načine, prihajali smo do nekih situacij, po zaostanku smo izenačili in iskali še ta drugi gol, ampak ni nam uspelo, ampak fantje, kakor se rekel, nimam kaj za očitati, prikazali so eno pravo željo, energijo, niso nam išlo, ampak za celoten teden, te 3 tekme, ki smo jih odigrali, smo lahko zadovoljni in se lahko zdaj v miru, mislim, pripravimo za naprej. A se vam zdi, da je bilo v zadnji tretjini tekme dovolj energije strani vaših fantov? Ni bilo pretežkih nog po vašem videnju? Dobro je, mislim, da se že v prvem polčasu malo kazali, ker smo nekje v enih duelih zamujali in tudi na odbitih žogah nismo bili tako dobri, kot smo bili v prejšnjih 2 tekmah. Tako da, ampak v zadnji tretjini mogoče je primanjkovalo še kakšna žoga, še kakšen večji pritisk na njihovo zadnjo vrsto in te žoge za njihovo linijo. Tu smo mogoče iskali neke čiste situacije, kar je šlo težko danes na njihovo postavljeno obrambo. Tako da mislim, da energija je bila, želja je bila ogromno izkazana, ampak ni se nam išlo za ta drugi zadetek, da moramo se zdaj čez teden v miru pripraviti za Muro in tudi tam seveda iskati svoje priložnosti in točke.
Andraž Žinič je bil zamenjan sredi drugega polčasa, že veste morda, kakšne narave poškodba je? Žinič je že v prejšnji tekmi čutil malo bolečine v zadnji stegenski mišici in to se mu je danes v drugem polčasu začelo zopet pojavljati, tako da mislim, da ni kaj hujšega, tako da mislim, da bo v par dnevih tudi to saniran. Oskar Drobne, trener Aluminija, rezultat 1-1 v Domžalah, točka, ki verjetno ne gre gledati v zobe, ampak kako ste vi videli celotno tekmo? Ste bili na pragu tega, da bi lahko odnesli vse 3 točke z Domžal? Na koncu, ko pogledamo, je rezultat, bom rekel, realen, ampak se moram pohvaliti fante, zelo dobro smo stali na igrišču, bili borbeni. Bom pa rekel takole, da v zadnjih 20 minutih smo jih imeli bolj kot ne položene, ampak vedno nam je zmanjkalo tisti zadnji pas, tista finesa in ja, v zadnjih 20 minutih bi absolutno lahko obrnili tekmo v našo korist. Nismo bili uspešni, premalo skoncentrirani v tem zadnjem pasu in rezultat je realen. Med tekmo ste večkrat poudarjali, kako popraviti oziroma kako to konkretnost v kazenskem prostoru ste večkrat omenili med samim srečanjem. Kako to pravzaprav popraviti oziroma narediti boljše na naslednjih tekmah? Mi veliko posvečamo tem stvarem, še posebej iz tega aspekta, ker ne dosegamo veliko golov. Zopet smo si ustvarili določeno število situacij in zdaj bo analiza pokazala zopet, kje smo bili. Smo bili na pravem mestu, nismo bili na pravem mestu, kako smo se gibali v tistem trenutku. Ja, je pa to kvaliteta, to je dodana vrednost igralcev, da je na pravem trenutku, da ima ta nos, občutek za prostor. In se pravim, v zadnjih 20 minutih, če bi nam uspel kakšna prava podaja, mislim, boljša podaja, bi lahko prevesili, ampak na koncu čestitke obem ekipam, se mi zdi, da je bila tekma zelo gledljiva, dober tempo in realen rezultat. Sedaj vas čaka na naslednjem krogu Olimpija doma. Kakšne želje, kakšne so pričakovanja? Želje so 3 točke, tako sem že prej pred tekmo povedal, vsaka tekma je zgodba za sebe, pripravili se bomo, potem pa konkretnost, žar in poskušati osvojiti komplet 3 točk. Janez Spišek, vezist Domžal, danes ste igrali proti Aluminiju, rezultat 1-1. Vi ste zadeli na začetku drugega polčasa, ampak kar precej ste se mučili oziroma trudili na tej tekmi. Kako ste jo vi videli? Ja, se strinjam, bila je ena težka tekma. Aluminij je povedal, na to smo mi mogli iskati ta zadetek priključitve, da se priključimo, da bi zadeli še drugi zadetek. Bili so na svoji polovici strjeni, težko jih je bilo prebiti. Mogoče se je poznala tudi malo utrujenost od četrtkove tekme proti Mariboru, da nismo mogli držati tako visokega ritma kot prejšnje tekme. Vendar nič, gremo naprej. Mislim, da bi lahko tudi na koncu še zmagali. Imeli smo še neke situacije, žoga nažalost ni šla v gol, bomo iskali 3 pike na naslednji tekmi. Omenili ste naslednjo tekmo, cel teden imate sedaj čas, da se pripravite na njo. Mura, verjetno zahtevno gostovanje. Ja, vsekakor v Muri je vedno težko. Imamo pa res cel teden, tako kot ste rekli, da se malo napolnimo energije, spočijemo, pripravimo, analiziramo Muro, ki vemo, da igra dober nogomet sploh doma, tako da pričakujemo težko tekmo. Jaka Bizjak je ob meni napadalec Aluminija. Jaka, strelec edinega zadetka za vašo ekipo. Najprej samo opišite oziroma podoživite gol, ki ste ga dosegli proti Domžalam. Mislim, da je bila globinska žoga na Kadriča. Kadrič me je dobro videl. Potem sem preigral golmana in sreča je šla noter. Kako ste videli na splošno celo tekmo, kar zahtevna tekma? Obe ekipi sta se dobro branili. Kako ste videli srečanje? Ja, Domžale se dvigujejo, to smo videli. Nam spet nekaj zmanjkalo, spet smo vodili in spet nismo zadržali vodstva. Ne vem, jaz čestitam fantom, dobro, mislim, da smo dali vse od sebe, ni bilo pa dovolj. Naslednja tekma doma proti Olimpiji, znova lahko verjetno pričakujemo precej zahtevnega nasprotnika in zahtevno tekmo.
Ja, Olimpija, vsi vemo, kakšna ekipa je, ampak vsi vejo, kakšni smo mi v Kidričem in mislim, da bomo dali vse od sebe, da zmagamo.